Kako je Amerika premagala japonska letala v Filipinskem morju? Do sredine leta 1944 so se sile Združenih držav hitro približevale Japonski. Toda preden so ZDA lahko prišle do Japonske, so morale najprej zavzeti nekaj otokov v Tihem oceanu. Te otoke so potrebovali kot vojaške baze in letališča, da bi lahko svoje letala in vojake približali Japonski. Eden najpomembnejših ciljev so bili Marijanski otoki, sem spadajo Saipan, Tinian in Guam. Ko bi jih ZDA zavzele, lahko pride do velike spremembe v poteku pacifiške vojne. Preden so prišli do Marijanov, so ameriške sile že napredovale v Srednjem Pacifiku. Iz Gilbertovih otokov so prispeli na Marshallove otoke. Do februarja in marca 1944 Američani so že nadzorovali pomembna območja na Marshallovih otokih, tako je ameriška mornarica tukaj dobila kraje, kjer so lahko pristajale ladje, letališča za letala ter baze za vojake in zaloge. Zaradi tega je postalo za Američane veliko lažje pripraviti napad na Marijanske otoke. Marijanski otoki so skupina otokov, ki se raztezajo od severa proti jugu v zahodnem Tihem oceanu. Na južnem delu verige se nahajajo Saipan, Tinian in Guam. Med temi tremi je bil Saipan prvi glavni cilj. Na tem območju so bila japonska letališča in močna obramba. Sosednji Tinian ima prav tako letališče. Guam pa ima tudi velik pomen za Japonsko kot pomorska in zračna baza. Če bi Japonska izgubila te otoke, bi bila ena od njenih ključnih obrambnih linij v Pacifiku prebita. Amerika je načrt za zavzetje Marijan poimenovala operacija Forager. Skupno poveljstvo v Pacifiku je bilo pod vodstvom admirala Chesterja Nimica. Za samo pomorsko operacijo velika odgovornost je pripadla admiralu Raymondu Spruancu, poveljniku 5. flote ZDA. V Spruancovi sili je bila tudi hitra letalonosilna udarna skupina pod vodstvom podadmirala Marka Meacherja. Sestavljala jo je množica letalonosilk, vojnih ladij in stotine letal, ki so varovala vojake in ladje, ki so sodelovale pri invaziji. Operacija ni bila preprosto približevanje plaži. Na široki Pacifik je bilo treba pripeljati ogromno število vojakov, izkrcalnih plovil, zalog, streliva, goriva, vojnih ladij in letal. Hkrati so morali zmanjšati tudi sposobnost Japonske za napade iz zraka. Zato so Američani večkrat napadli in nadzorovali japonske položaje na otokih. Zelo pomembno je bilo tudi zračno izvidništvo. Amerika je uporabila letala z dolgim dosegom za fotografiranje Saipana, Guama in drugih ciljev. S pomočjo teh fotografij so načrtovalci bolje videli letališča, obalne obrambe, ceste in druge možne vojaške položaje. Eno od letal, ki so jih uporabili za izvidniške misije, je bil prilagojen B-24 Liberator. Zaradi svojega dolgega dosega je lahko letel nad ogromnimi deli Pacifika in zbiral informacije, še preden se je začela invazija. Medtem ko so se ZDA pripravljale, je tudi Japonska vedela, da se bliža velika bitka. Japonska vojska je že dolgo pričakovala, da bodo Združene države poskušale uničiti njihovo obrambno linijo v Pacifiku. Težava pa je, ni bilo jasno, kje natančno bodo ZDA izvedle naslednji veliki napad. Maja 1944 je japonska združena flota pripravila veliko mornariško floto, imenovano operacija Agou. Povednik združene flote, admiral Suemo Toyoda, je upal, da bodo našli priložnost, da prisilijo ameriško floto letalonosilk v odločilno bitko. Za Japonsko je bilo ključno, da oslabi ali uniči ameriške letalonosilke, saj so te letalonosilke zagotavljale zračno moč ameriškim operacijam, tudi če so bile zelo daleč od svoje matične celine. Glavno japonsko silo letalonosilk je vodil podadmiral Jisaburo Ozawa. Po načrtu naj bi združili letala z japonskih letalonosilk in letala s kopenskih baz. Japonska je pričakovala pomembno prednost. Nekatera japonska letala so imela daljši doseg delovanja kot ameriška letala z letalonosilk. V teoriji bi lahko japonska letala napadla od daleč, pristala na otoškem letališču za ponovno polnjenje goriva in oborožitve, nato pa ponovno napadla. Toda Japonska se je soočala z velikimi težavami. Državi je že primanjkovalo goriva. Veliko najboljših mornariških pilotov je Japonska že izgubila v prejšnjih bitkah. Novi piloti niso bili tako izkušeni kot letalske posadke, ki jih je Japonska imela v zgodnji fazi pacifiške vojne. Tako je, čeprav je Japonska še vedno imela veliko letal in vojnih ladij, imela Amerika boljša letala, boljše usposabljanje in več izkušenj. Zapletlo se je tudi, ko so sile generala Douglasa MacArthurja napadle Biak, otok blizu Nove Gvineje. Zaradi tega je Japonska del svojih letal in mornariških sil premestila na to območje.
Japonski poveljniki so mislili, da se bo tam zgodil veliki spopad, na katerega so čakali. Medtem ko je Japonska gledala proti Novi Gvineji, se je glavna ameriška invazijska sila že premikala proti Marianom. Pred glavnim izkrcanjem ameriška letala so napadla različne japonske baze, da bi Japonski otežili pošiljanje okrepitev. Napadli so tudi letališča na Marianih, da bi zmanjšali število japonskih letal, ki bi lahko napadla invazijsko floto. To ni popolnoma odpravilo nevarnosti, vendar pa je omejilo svobodo delovanja japonskih letalskih sil. Po dolgih pripravah je bil naslednji korak Saipan, pristanek je bil določen za 15. junij 1944. Dve marinski diviziji sta bili pripravljeni prvi izkrcati na plaže, medtem so bile tudi kopenske sile pripravljene podpreti operacijo. Na morju je bila zbrana velika ameriška flota, v zraku so neprestano patruljirala letala z letalonosilk. Toda ko je Japonska videla, da velika ameriška sila ne gre proti Bijaku, ampak naravnost proti Marianskim otokom. Jasno je bilo, kje se bo zgodil dolgo pričakovani spopad. Ukazali so izvedbo operacije Ego in flota Admirančno Ozawa se je začela premikati proti Marianskim otokom. Na tej točki sta se dve ogromni operaciji začeli približevati ena drugi. Na Saipanu so se ameriški marinci in vojska pripravljali na težek kopenski boj, na morju pa se je japonska letalonosilna flota približevala, da bi poskušala uničiti sile, ki podpirajo invazijo. Bitka za Saipan bo šele začetek. V nekaj dneh bo napad na majhen otok v Pacifiku privedel do ene največjih bitk letalonosilk v zgodovini, in to je bitka za Filipinsko morje. Še preden sta se dve letalonosilni floti srečali, so ZDA najprej poskušale oslabiti japonska letala na Marianih. 11. junija 1944 so se začeli veliki zračni napadi Task Force 58 proti Saipanu, Tinianu in Guamu. Ameriški lovci in bombniki so napadli japonska letališča, letala in vojaške položaje. Prišlo je do hudih zračnih bojev, saj je veliko japonskih lovcev zletelo, preden so jih ujeli na tleh. Z otokov je bilo tudi močno protiletalsko obstreljevanje. V naslednjih dneh so se napadi nadaljevali, medtem ko so se druge ameriške letalonosilne skupine odpravile proti severu, da bi napadle še Iwo Jimo in Chichijimo. Namen tega je bil preprečiti Japonski, da bi lahko enostavno pošiljala dodatna letala s severa proti Marianom. Ko je prišel 15. junij, se je začela glavna invazija na Saipan. Po pomorskem in zračnem bombardiranju sta najprej pristali na zahodnih plažah. Druga in četrta marinska divizija. Z morja so jih še naprej podpirale vojne ladje, medtem ko so poskušali vzpostaviti trdno oporišče na obali. Pristanek ni bil lahek. Japonska obramba je bila pripravljena in velik del plaže je bil v dosegu njihove artilerije in drugega orožja. Kasneje se je v bitko vključila tudi ameriška 27. Infantry Division US. Medtem ko se je bitka na kopnem šele začenjala, je z zahoda prihajala še večja nevarnost. Ko je japonsko poveljstvo potrdilo, da so Mariani resnična tarča Američanov, so dokončno aktivirali floto viceadmirala Gizabura Ozawe. Njegova mobilna flota je zapustila območje Tavi-Tavi na južnih Filipinih in odplula proti Filipinskemu morju. Cilj je bil jasen: napasti ameriške letalonosilke in uničiti mornariške sile, ki podpirajo invazijo na Saipan. Do 16. junija se je oblikovala velika japonska sila. Imeli so 9 letalonosilk skupaj z močnimi bojnih ladjami, križarkami in rušilci. Seboj so imeli tudi stotine letal z letalonosilk. To je bila še vedno velika flota, vendar je bila sovražna sila, ki jih je čakala okoli Marian, še močnejša. Še močnejša je bila Task Force 58 pod vodstvom viceadmirala Marka Mičerja. Imeli so več kot 900 letal, medtem ko je imela Ozavina sila le približno 440 letal z letalonosilk. Američani so imeli tudi več sodobnih lovskih letal. Za Japonsko je bil še en problem. Njihovo gibanje ni ostalo skrivnost. Medtem ko so japonske ladje prečkale Filipinsko morje, so jih opazile ameriške podmornice. Podmornice so bile v tem boju izjemno pomembne, saj niso bile uporabljene le za potapljanje ladij. Poleg tega so lahko posredovale informacije o smeri in gibanju sovražne flote. Zaradi teh poročil Spruance je izvedel, da se približuje velika japonska mornariška sila. Zaradi tega je postal Spruance bolj previden. Njegova glavna odgovornost ni bila le poiskati in uničiti japonsko floto, moral je tudi zaščititi invazijske sile na Saipanu. Če bi svoje letalonosilke preveč oddaljil proti zahodu in bi del japonske flote uspel prodreti, bi lahko transportne ladje in enote okoli Marianov prišle v nevarnost. Zato, namesto da bi takoj zasledoval sovražnika, je večji del svoje flote ohranil blizu Saipana.
Američani so postavili tudi močno obrambno linijo pred letalonosilkami. Sem je spadalo 7 bojnih ladij pod poveljstvom viceadmirala Willisa Leeja skupaj s križarkami in rušilci. Te ladje so služile kot prva velika ovira, če bi se japonska letala ali površinske ladje približale. Medtem je Ozawa svojo floto razdelil na več skupin. Glavne letalonosilke, kot so Taiho, Zuikaku in Shokaku, so bile v zadnjem delu formacije. Medtem pa je bila vključena tudi manjša skupina letalonosilk. Smalapica Direction ng Amerika. Pomemben del japonske strategije je bil velik doseg njihovih letal, saj so lahko zletela z večje razdalje. To je bilo dlje kot običajen napadalni doseg, ki so ga ameriški piloti z letalonosilk običajno izbirali. Nekatera japonska letala so lahko uporabila tudi Guam in Roto kot kraj za ponovno polnjenje goriva ali pristanek po napadu, toda prednost v dosegu je imela svojo ceno. Veliko novih japonskih pilotov leta 1944 je imelo premalo bojnih izkušenj. V primerjavi s piloti, ki so se borili v zgodnjem delu vojne, se je na drugi strani izboljšalo usposabljanje, radarski nadzor, usmerjanje lovcev in letala ameriške mornarice. Eden najpomembnejših ameriških letal v tem boju je bil Grauman, F-6F Hellcat, glavno lovsko letalo, ki so ga uporabljali na svojih letalonosilkah. Američani so imeli veliko prednost v usposabljanju in koordinaciji svojih pilotov. To je eden od razlogov, zakaj so imeli tako veliko priložnost za zmago. Poraz Japonske. Do 18. junija sta obe floti že iskali druga drugo v širnem Filipinskem morju. Noben od obeh poveljnikov ni natančno vedel, kje je nasprotnik. Nekatera japonska izvidniška letala so imela daljši doseg, zato so prej opazila del ameriške flote. Japonska je imela priložnost, da popoldne pošlje napadalno skupino, vendar Ozawa ni izvedel velikega napada. Namesto tega je Ozawa ostal na razdalji, da ga ameriška letala ne bi dosegla, in počakal do naslednjega jutra, preden je napadel. Na ameriški strani je Spruance prav tako prejel obveščevalne podatke o položaju Japonske. Meecher je želel iti bolj proti zahodu, da bi letalonosilke približali in lahko ob sončnem vzhodu sprožili napad. Vendar Spruance s tem ni soglašal. Ni še ni bil dovolj prepričan o natančnem položaju vseh japonskih sil in ni želel pustiti odprte poti proti Saipanu. O tej odločitvi so nekateri zgodovinarji po vojni razpravljali. Toda Spruancev je bilo v tistem trenutku jasno, kaj je najpomembnejše. Invazijo na Mariane je bilo treba zaščititi. Zgodaj zjutraj, 19. junija 1944, so japonska izvidniška letala ponovno začela z iskanjem. Kmalu so opazili del Task Force 58. Končno je imel Ozawa jasen cilj. Japonska je poslala zaporedne skupine letal proti ameriški floti, med njimi so bili lovci, potapljaški bombniki in torpedni bombniki. Japonska je upala, da bodo zaradi daljšega dosega lahko napadli Američane, še preden bi letala z letalonosilk pod poveljstvom Meecherja lahko odgovorila. Toda Amerika je bila pripravljena. Veliko pomoč je predstavljal ladijski radar. Ameriške ladje so videle prihajajoče formacije že na veliki razdalji. Zaradi tega so usmerjevalci lovcev lahko natančno povedali, kam naj gredo Hellcati, da prestrežejo japonska letala, še preden bi se približala letalonosilkam. Obstajala je še ena velika težava, za katero Ozawa ni vedel. Ameriška obveščevalna služba je že dosegla velik uspeh pri dešifriranju in analiziranju japonskih mornariških komunikacij. To ne pomeni, da so Američani vedeli za vsako potezo Japoncev, toda pa je obveščevalna služba pomagala poveljnikom bolje razumeti prihajajočo grožnjo in se pripraviti. Medtem ko so japonske napadalne skupine začele vzletati, je pod morsko gladino prežala še ena nevarnost. Zjutraj 19. junija ameriška podmornica USS Albacore vstopi v območje glavne skupine letalonosilk Admiral Ozawa. S periskopom je podmornica opazila ogromno japonsko letalonosilko Taiho. To je bila admiralska ladja Ozawa in ena najnovejših letalonosilk cesarske japonske mornarice. Albacore je izstrelila torpede. Vsi torpedi niso delovali pravilno, vendar je eden zadev Taiho. Na prvi pogled poškodba ni bila videti smrtonosna. Letalonosilka je še naprej delovala in celo pošiljala letala v zrak. Zato posadka na ladji sprva ni razumela, kako velik bo vpliv tega enega torpednega zadetka. Težava je bila, da so se hlapi letalskega goriva razširili po notranjosti Taiha. V naslednjih urah ekipa za nadzor škode ni več uspešno obvladovala nevarnosti. Namesto da bi varno odstranili hlape goriva, so se ti razširili v druge dele ladje. Kasneje je močna eksplozija pretresla letalonosilko.
Admiralska ladja Ozawa je dokončno potonila. Poveljstvo za pomorsko zgodovino in dediščino ZDA je potrdilo, da je torpedo z USS Albacore povzročilo izgubo Tajha 19. junija. In Tajho ne bo edina, ki se bo soočila z ameriškimi podmornicami. Isti dan je bila USS Kavala prav tako nameščena blizu japonske flote. Njena tarča pa je bila izkušena letalonosilka Shokaku, ladja, ki se je borila že od začetka Pacifiške vojne. Shokaku je zadelo 3 torpeda in je kasneje tudi potonila. Toda medtem ko sta 2 pomembni japonski letalonosilki počasi izginjali v morje, so se stotine letal pod poveljstvom Ozawa že pomikale proti Task Force 58. Tam se bo začela prava zračna bitka. In v samo nekaj urah bo postalo jasno, kako zelo se je spremenilo ravnotežje moči na nebu Pacifika. Na nebu nad Filipinskim morjem se je začelo kazati, kako velika je sprememba v moči obeh strani, zjutraj 19. junija 1944. Ameriški Hellcati so še naprej krožili okoli Task Force 58 kot zaščita pred morebitnimi nenadnimi napadi. Hkrati so se japonska letala premikala z Guama in drugih bližnjih letališč. Zato Amerika ni morala spremljati le letal z Ozavevih letalonosilk. Možno je bilo tudi, da bodo napadla letala nameščena na otokih. Ko je ameriški radar zaznal vedno več letal v smeri Guama, je viceadmiral Mark Mitchell poslal dodatne Hellcate za varovanje območja. Nekaj japonskih lovcev je bilo takoj prestreženih, toda medtem ko se je to dogajalo, je prva velika napadalna skupina začela vzletati z letalonosilk Ozawa. Proti jutru je Japonska poslala prvo skupino lovskih bombnikov in torpednih bombnikov. Bili so še več kot 100 milj stran, ko jih je že zaznal ameriški radar. Ta prednost je bila izjemno pomembna. Namesto da bi bila Task Force 58 presenečena, so imeli ameriški poveljniki dovolj časa, da so nekaj lovcev poklicali nazaj z Guama in jih poslali proti prihajajočim japonskim formacijam. Glavni ameriški lovec v tem boju je bil F-6F Hellcat. Imel je močan motor, trdno konstrukcijo in je bil oborožen s 6 strojnicami kalibra 50. Ni bil tako okreten kot japonski Zero pri počasnih in ostrih zavojih, zato so številni ameriški piloti uporabljali drugačen način bojevanja. Namesto da bi ostali v dolgem obračalnem zračnem boju, so izkoriščali hitrost, višino in moč Hellcata, da so napadli, udarili in se umaknili, preden so se vrnili ob naslednji priložnosti. Toda prednost Amerike niso bila le letala. Celoten obrambni sistem Task Force 58 je bil bolj organiziran. Radar je bil prvi, ki je zaznal prihajajočega sovražnika. Nato so usmerjevalci lovcev z ladij vodili Hellcat v pravo smer in na pravo višino. Če bi japonska letala uspela prebiti lovce, so se morali soočiti še s protiletalskimi topovi rušilcev, križark, bojnih ladij in letalonosilk. Točno to se je zgodilo med prvim velikim japonskim napadom. Ko se je formacija približevala, so jih Hellcati prestregli, še preden so dosegli glavno floto. Številne skupine japonskih letal so se razpršile, medtem ko so jih ameriški lovci lovili enega za drugim. Nekaterim je uspelo prebiti prvo obrambo, vendar jih je okoli bojnih ladij in letalonosilk čakala še ena obrambna linija. Le nekaj japonskim bombnikom se je uspelo dovolj približati, da so odvrgli bombe. Bojna ladja USS South Dakota je bila zadeta, vendar poškodbe niso preprečile ladji, da bi ostala v boju. Na splošno je bil učinek prvega napada zelo majhen v primerjavi s številom letal, ki jih je Japonska izgubila. Ozawa pa se še vedno ni ustavil. Sledil je večji drugi val. Poslali so več kot 100 japonskih letal. Letele so proti Task Force 58, toda še preden so prispeli, so se že pojavile težave. Nekatera letala so se vrnila zaradi mehanskih težav, nekatera pa so bila poškodovana, še preden so dosegla cilj. Ko je ameriški radar zaznal preostalo formacijo, so ponovno poslali Hellcate. Tokrat se je japonskim napadalcem zgodilo še huje. Veliko jih je bilo sestreljenih, še preden so se približali floti. Tiste, ki so uspeli priti bližje, je pričakal izjemno močan protiletalski ogenj z ladij. Nekaj japonskih potapljaških bombnikov se je uspelo približati letalonosilkama USS Wasp in USS Bunker Hill. Prišlo je do manjših poškodb in žrtev, vendar nobena ameriška letalonosilka ni bila potopljena. Na drugih delih flote so nekateri torpedni bombniki prav tako poskušali priti bližje, vendar skoraj niso povzročili večje škode. Na japonski strani pa so bile izgube izjemno velike. Že v drugem valu se večina poslanih letal ni več vrnila. To je bila težava, še večja od same izgube letal.
Vsako letalo, ki je strmoglavilo, je lahko imelo pilota in posadko, ki jo je bilo težko nadomestiti. V tem obdobju vojne je bila to ena najpomembnejših slabosti japonskega mornariškega letalstva. Ozawa je vseeno poslal še tretji val, a ta je imel težave z navigacijo in komunikacijo. Zaradi napačnih informacij o položaju Američanov je velik del formacije pristal na napačnem mestu. Veliko jih se je vrnilo, ne da bi sploh videli svoj cilj. Tisti redki, ki so prišli v smer Američanov, so jih ponovno prestregli Hellcati in jim ni uspelo povzročiti večje škode. Tudi četrtemu valu ni šlo dobro. Nekatera japonska letala so se po neuspelem iskanju glavne ameriške flote odpravila proti Guamu. Mnogi med njimi so imeli že zelo malo goriva in so iskali le še kraj za pristanek. Toda tudi Amerika je nadzorovala Guam. Ko so japonska letala prispela blizu letališča, so jih pričakali ameriški Hellcati. Mnogi so bili sestreljeni, medtem ko so čakali na pristanek ali krožili okoli otoka. Ameriški napadi na letališča so se nadaljevali, da bi preprečili japonskim letalom s kopnega, da bi močno sodelovala v glavnem spopadu. V enem samem dnevu je Ozawa proti Task Force 58 poslal 4 glavne letalonosilske napade. Vendar ti napadi skoraj niso povzročili večje škode ameriški floti. Medtem je bilo izgubljenih na stotine japonskih letal. Ameriško pomorsko zgodovinsko in dediščinsko poveljstvo ocenjuje, da je bilo v celotni bitki za Filipinsko morje uničenih več kot 300 japonskih letal. Z letalonosil poleg velikega števila letal, ki so bila izgubljena na Guamu. Od tod izvira ime, ki je postalo znano po bitki, Veliki marijanski lov na purane. To so ameriški letalci uporabili za opis, kako veliko prednost so imeli v zračni bitki 19. junija. Toda za slavnim imenom se skriva resen razlog, zakaj je bil poraz Japonske tako velik. Ni šlo samo za spopad Hellcata proti Zeru. Združili so se boljše ameriško usposabljanje pilotov, radar, usmerjanje lovcev, komunikacija, zmogljivost letal in močna protiletalska obramba. Na drugi strani pa je veliko japonskih pilotov primanjkovalo izkušenj in niso mogli konkurirati izkušenim letalskim posadkam, ki so jih izgubili v prejšnjih letih vojne. Zato, čeprav je Ozawa še vedno postal veliko letal, so se težko prebili skozi obrambni sistem, ki je bil bolj napreden in bolje organiziran. Ko je popoldne, 19. junija, prišlo, je bila velika japonska zračna ofenziva že končana. V 4 glavnih napadih so Japonci izgubili ogromno letal, medtem ko je bila škoda na ameriški floti omejena. Uradna zgodovina ameriške mornarice je ta dan prepoznala kot bitko, ki je skoraj uničila preostalo letalsko moč japonskih letalonosilk. Toda bitka v Filipinskem morju še ni bila končana. Medtem ko je Ozawa razmišljal, kako velike so bile dejanske izgube njegovih letalskih skupin, še ni vedel, da se približuje še večja nevarnost. Njegove letalonosilke so bile še vedno na zahodu in naslednji dan bo Amerika dobila priložnost za napad. Ozawa ni takoj razumel, kako velik poraz so doživele njegove letalske skupine 19. junija. Nekateri japonski piloti, ki so se vrnili, so poročali o veliki škodi ameriški floti, zato je japonsko poveljstvo mislilo, da je veliko pogrešanih letal pristalo le na Guamu in Roti. Zaradi tega se Ozawa ni takoj popolnoma umaknil. Še vedno je upal, da bi lahko nadaljeval boj. Na drugi strani pa so ameriški poveljniki vedeli, da je velik japonski zračni napad propadel. Njihova naslednja težava je bila najti Ozawovo floto, preden bi se ta popolnoma umaknila. Zvečer 19. junija so se glavne skupine letalonosilk pod poveljstvom Meacherja začele premikati proti zahodu. Toda Filipinsko morje je bilo izjemno obsežno in informacije o lokaciji japonske flote še vedno niso bile natančne. Ozawa je prav tako spremenil smer, zato so zjutraj 20. junija ameriška izvidniška letala so več ur iskala brez jasnih rezultatov. Bolj ko je iskanje trajalo, bližje je bil sončni zahod. To pomeni, da tudi če bi našli Japonce, bi bilo za ameriška letala težko vrniti se na letalonosilke, preden se stemni. Šele popoldne je eno ameriško izvidniško letalo našlo japonsko floto. Bila je na skrajnem dosegu letal iz letalonosilk operativne skupine 7. Napad je bil zelo tvegan. Če bi poslali letala, veliko jih morda ne bi imelo dovolj goriva za vrnitev. Če bi čakali do naslednjega jutra, bi Ozawa lahko že pobegnil. Meacher se je odločil za napad. Več kot 200 ameriških letal je poletelo proti japonski floti. Med njimi so bili lovci Hellcat, strmoglavni bombniki Helldiver in torpedni bombniki Avenger. Ko so se približevali cilju, so piloti ugotovili, da je japonska flota veliko dlje, kot so sprva ocenili. Težave z gorivom so postale še resnejše, a napad se je vseeno nadaljeval.
Ko je padla noč, so ameriški piloti zagledali ladje Ozawa. Japonskih lovcev, ki bi branili floto, je bilo vse manj, zato je bila glavna obramba ladij njihovo protiletalsko orožje. Ameriška letala so takoj napadla letalonosilke, bojne ladje, križarke in podporne ladje. Nekatere japonske letalonosilke so bile zadete, med njimi Zuikaku, Junjo in Chiyoda. Lahka letalonosilka Hijo je utrpela najhujšo škodo in je popolnoma potonila. Dva japonska tankerja sta bila prav tako izgubljena po napadu. Napad je bil uspešen, vendar s tem nevarnost za ameriške pilote še ni bila končana. Čakala jih je dolga pot nazaj, hitro se je mračilo in številna letala so imela skoraj povsem prazne rezervoarje goriva. Pristanek na letalonosilki je težak tudi ob dobri vidljivosti. Ponoči, ko so piloti utrujeni in imajo malo goriva, je to še bolj nevarno. Ko je Mitchell izvedel za situacijo, je ukazal prižgati luči na letalonosilkah in drugih ladjah, da bi se vračajoči piloti lahko orientirali, kje bodo pristali. Odločitev je bila tvegana, saj bi lahko tudi japonske podmornice opazile osvetljeno floto, vendar je bila takrat večja težava rešiti lastne letalske posadke. Veliko letal je pristalo na drugih letalonosilkah, ne na tistih, s katerih so vzleteli. Drugi so jim zmanjkalo goriva in se niso mogli vrniti, bili so prisiljeni strmoglaviti ali pristati na morju. Rušilci in druge ladje so iskali pilote in posadke, ki so bili v vodi. Veliko letal je bilo izgubljenih med povratnim letom, vendar je bilo veliko njihovih letalskih posadk rešenih. Po tisti noči so nekateri ameriški poveljniki želeli zasledovati umikajočo se japonsko floto, vendar se je admiral Spruance odločil, da ohrani glavno silo skupaj. Ni želel razdeliti svoje flote, saj še vedno ni bilo povsem jasno, kaj je Japonska še sposobna storiti. Iskanje se je nadaljevalo 21. junija. Vendar so se japonske ladje hitro oddaljevale, zato so zasledovanje kmalu prekinili. Tam se je v bistvu končala bitka v Filipinskem morju. V 2 dneh so izgubili 3 japonske letalonosilke, Taiho in Shokaku sta bili potopljeni zaradi napadov podmornic in Hijo pa zaradi napada ameriških letalonosilk 20. junija. Hudo so bili prizadeti tudi preostali japonski letalski oddelki na letalonosilkah. Najpomembnejša izguba za Japonsko niso bile le ladje in letala, temveč tudi veliko število izurjenih mornariških pilotov, ki jih je bilo zelo težko nadomestiti. Po podatkih ameriškega poveljstva za pomorsko zgodovino in dediščino, ta bitka je dokončno oslabila japonsko mornariško letalsko moč in dala ameriškim hitrim letalonosilkam izjemno prednost v naslednjih operacijah na Pacifiku. Še pomembneje pa je, da glavni cilj operacije Ego ni bil dosežen. Japonski floti ni uspelo preprečiti invazije na Marijane. Boji na Saipanu so se nadaljevali, dokler Združene države niso prevzele nadzora 9. julija 1944. Potem je Amerika nadaljevala z zavzetjem Guama in Tiniana. Zasedba Marijanov je spremenila način ameriških napadov na Japonsko. Iz Saipana, Tiniana in Guama so lahko zdaj uporabljali bombnike dolgega dosega B-29 za neposredne napade na japonske domače otoke. 24. novembra 1944 se je začela velika kampanja bombardiranja z B-29 iz Saipana proti Tokiju. Kasneje so ZDA zgradile tudi velike letalske baze za bombnike na Tinianu in Guamu, zato je bil pravi pomen bitke v Filipinskem morju večji od števila izgubljenih ladij ali letal. Zadnji veliki poskus Japonske, da uporabi svoje palubno letalstvo za zaustavitev ameriškega približevanja Marijanom, je spodletel. Po tej bitki je imela Japonska še vedno letalonosilke, vendar jih ni mogla več uporabljati z enako močjo in kakovostjo, kot jih je imela v zgodnji fazi Pacifiške vojne. Ko je Amerika zavzela Marijane, je bila nekdanja oddaljena japonska domovina že v dosegu ameriških strateških bombnikov. Boj za nekatere otoke sredi Pacifika je bil eden od korakov, ki je neposredno pripeljal vojno bližje sami Japonski.